za tisto šipo so kot prostitutke v Moulin Rouge. Vrhunska rižota. Olivno olje, por, beluši, škampi, riž, pa zalivanje. Moram reči, da ta pobuda, mislim, da je zdaj stara 3 leta, s šparglji ali beluši po slovensko in vinom je neka dobra tržna poteza. Vino v bistvu brez hrane je pijančevanje, vino s hranem in to žlahtno hrano je pa seveda eno tudi žlahtno dejanje. Mislim, da si zaslužijo vsi vinogradniki, ki tukaj nastopajo, eno bolj spodobno okolje in seveda tudi te jedi šparglove bi v bistvu dobile eno večje priznanje, če bi bilo na drugem prostoru. No, seveda je potrebno precej truda, da se toliko dobrih ekip in, bom rekel, izvrstnih kuharjev in ekipnih gostincev, se pravi najboljših, tisto, kar je najboljšega v Sloveniji, kaj v gostinstvu zbere, ampak nekako smo uspeli. Komisija je z izdelki zelo zadovoljna, sploh s predstavitvenimi kreacijami. Okusov smo imeli, bom rekel, celo paleto. Neverjetno je, kaj se da vse skombinirati s šparglji, kaj se ujema, kaj se ne ujema. Je pač stvar posameznika, kaj nekomu paše, kateri okus odgovarja, zato je tudi komisija 4-članska, da potem dobimo neko povprečje okusa. Drugače pa, najbrž kot ste sami tudi spremljali, je delo v kuhinji potekalo zelo tekoče. Tekmovalci so imeli precej stvari že dodelanih, tako da sploh te dekorativni elementi so kar lepo sovpadali, nekaj tudi takih zelo drznih kreacij, ki pa mogoče še niso za današnji čas, tako smo pri nekaterih zadevah ugotovljali, toliko na kratko. Super, vse pohvale vsem, ki so se udeležili tekmovanja. Pokazali so veliko poguma, veliko idej, veliko iznajdljivosti. Mogoče nekje okusi niso bili čisto usklajeni, nekje so bili zelo lepi. Bistveno je, da pri špargljevi rižoti seveda ohranjamo okus šparglja, da je ta poudarjen, tako da ga druge sestavine ne zadušijo. In to je to. Mislim, da je bil prikaz zelo lep. Vesela, da je bilo veliko mladih, talentiranih, tako da to veliko šteje. Nisem pričakoval, res nisem pričakoval. Ja, malo treme je bilo, znojim se pa nisem dal, ponovadi se pa znojim, no. Zamenjam po 2 kapi na tekmo.